tem, da bomo lahko nekaj naslikali, da bomo mi potem vaše ideje tudi pogledali in se skupaj veselili tega, kar smo v tem deževnem popoldnevu naredili. Ja, med nami je še enkrat pozdravljamo gospod Nino Prešeren, ki je pravzaprav pobudnica te likovne delavnice, ki ima letos naslov Vizija miru. Kot je že rekla dr. Damjanova, je likovna delavnica že skoraj tradicionalna, letos je že tretja po vrsti in risbe, ki jih vidite okoli, ki krasijo naše stene, so bile naslikane z vašo pomočjo v 2 letih, tako da gospa Nina je rekla, da imamo še kar precej praznih sten in prav gotovo bo danes tudi nastala kakšna risbica, ki jo bomo z veseljem obesili, da nam bo krasila in lepšala ta prostor. Tako da zdaj pa gospa Nina Prešeren malo več o akciji, ki jo Lionsi po celem svetu organizirajo. Mi imamo pa še seveda posebno čast imeti med sabo takšnega umetnika svetovnega slovesa in sem prepričana, da bomo danes vsi skupaj zelo ustvarjalni. Prosim. Lions klubi, Lions Club International po celem svetu v tem času organizira risanje plakata miru. To je akcija, ki poteka vsako leto v 60-80 državah sveta in v šolah, vrtcih, v posebnih skupinah, v različnih likovnih delavnicah rišejo otroci tisto, kar si v tistem trenutku predstavljajo pod tem, kaj njim pomeni mir. Vizija miru je letošnji posebni naslov. Naš Lions klub Ljubljana Ilirija je pa že tretjič z velikim veseljem nekako pobudnik, da to akcijo v imenu našega kluba izvajamo skupaj z vami, za kar se zelo zahvaljujem predstojnici oddelka in seveda naši Tanji. In zelo sem vesela, da imamo v letošnjem letu v našem klubu relativno novega člana. To je gospod Rudi Španzl, ki je slikar in sem ga prosila, da vam za začetek pomaga pri navdihu. Vseh slikic bomo zelo veseli. Tista, ki bo recimo med vsemi temi nekako najbolj predstavljala, kar bomo danes narisali, pa bo šla tudi na vseslovensko razstavo, ki bo letos v Portorožu. Če bo pa zelo uspešna, bo šla pa tudi v New York na svetovno razstavo. Srečno! Hvala lepa. Jaz bi mogoče predstavila samo še eno našo včasih pacientko, zdaj tudi še po malem, kdaj pa kdaj, za kakšen dodatek k boljši funkciji, bodoča slikarko, ki je že takrat, ko je prvič k nam prišla, že slikala še na akademiji, a ne? Potem mislim, da je z kakšnega dne ponosno rekli, a ne, ki je gledala na kakšni razstavi, to je bila pa moja pacientka. Lara, dobrodošla. Večkrat sem te že snubila, da prideš k nam, tudi kaj poslikati, si zelo zaposlena, ampak kljub temu boš danes malo ostala z nami, kakšno minutko, ne? Dobrodošla. Zdaj bomo pa dali besedo kar našemu slikarju. Vaš jezik bo danes ne bo poezija, ne bo črka, vaš jezik bo danes barva, oblika in jaz vam bom sam navrgal najprej nekaj misli, potem bomo malo mogoče kaj naskicirali, potem sem prav vsakemu malo stavil in bom videl, zakaj se je odločil in potem bomo recimo naredili prve korake v smislu barv, misli, lepega, dobrega, prijetnega. No in recimo zdaj bi rekel, da pomislite na sledeče stvari. Kaj je vam prijetno, kaj je vam lepo, kaj želite tudi drugim, kakšno pravzaprav kakšen mir, kakšno lepoto, kako spokojnost in tako dalje. In zato bi jaz recimo sam nekaj stvari navrgel v smislu kontrasta. Se pravi, mi poznamo iz življenja našega pse in mačke in vemo, da se psi in mačke ne marajo preveč. Naša misel pa lahko vodi tja, ko rečemo, zakaj se pa pravzaprav ne bi marali. Mi lahko naslikamo na eni strani kužka, na eni strani muco, ki se imata rada. Zakaj ne? To je ena misel, ki bi lahko zaobjela to, zakaj bi morali biti sovražniki, če se lahko lepo razumemo.
seveda poznamo tudi primere, ko sta pes in mačka skupaj spita in tako dalje, ampak to so zelo redki primeri. No, to je ena ideja. Druga ideja je recimo tudi, da bom šel v neko ilustracijo, ni mož, da sam zdaj naredimo črne pa rumene pa takšne otroke, ki skup, ne vem kaj si roke dajejo, se žogajo, tudi to smo že videli, oziroma to je bilo tudi nagrajeno pred leti, če se ne motim. No in potem si drugo stvar predstavljamo. Zemlja je okrogla, kugla, krogla. Ne? Zakaj ne bi bila ta krogla žoga, ne? In po tej žogi bi bili vsi otroci tega sveta recimo upodobljeni, kako se držijo za roke. Se pravi, da so zaobkrožili cel svet, se pravi, in plešajo kolo, da bom rekel, se pravi, to je ena misel, ki bi lahko tudi simbolizirala mir in prijetnost na tem svetu. Druga stvar, poznamo spet kontrast, maček, pes, poznamo volka pa ovčko. Ne, se pravi, ne, in zakaj ne bi tukaj lahko upodobili ovčko in volka na eni strani, zakaj ta dva ne bi zaživela eno lepo simbiozo, eno lepo skupno življenje. In potem imamo tukaj tudi recimo spet drug kontrast, da govorim na živalskem, ko bi rekel, z področja živalstva. Recimo petelen, ne, na eni strani, kura, na drugi strani, kaj je zdaj na drugi strani? Kdo je smrtni sovražnik kure? Lisica. Ne, a veste, ne, in recimo v tem smislu bi lahko tudi narisali eno kokoško, pa lisico, ki se dobro razumeta in se pogovarjata, ali pa si dajata roke. Na področju religije in naše vere kot take, krščanske, poznamo recimo dva antipoda, ki sta spet angel in hudiček. Ne? Se pravi, zakaj si ne bi angel in hudič na tej kugli zemljske, ki je veliko včasih, pa preveč, dala roke. No in skratka, tukaj v tem smislu jaz vidim vaše rezoniranje, razmišljanje. Pa mami ne malo pomaga, ne? Ja. Tukaj, evo, to je pa trakno, korajžno. Se pravi, natočimo otrokom lepe in vesele barve. In to je to. Evo, kakve so. Ne bojo veseli tudi, ne vidijo barve, ko vsi nimajo barvnih svinčnikov, veš. Eni še barvic videli niso, mi pa to imamo in lahko tudi kaj povemo na ta način. Evo, korajžno, lepo, kako ti pa ime? Alen. Alen si. Alen korajžno, ti si Jackson Pollock, ga vidim, to je en svetovno znan slikar, ki je takole slikal. Evo ga. Ja, ko pa to, na Triglav je pa trta zrasla. To so pa Štajerci, po mojem, ko imajo tamle vinsko trto zelo blizu, pa so jo kar na Triglav postavili. Se pravi, naj rodi vsem Slovencem. Lepo, lepa misel. Si zadovoljen s svojim izdelkom ali bi še kaj dodal? Tale lepotička naša, ona je bila pa znak, evo ga, miru in dva srca, lepo, in v velikem srcu vse. To je pa zelo moderno, oziroma lepo je, estetsko, lepo. In tamle je vidno, tukaj je hudiček, tukaj pa angel, evo, vidiš. To sem jaz prej malo govoril o tem, očitno si mi malo poslušala in si to lepo naredila. Se pravi, naj ta angel in hudiček si enkrat podata roke in zaživita v miru in če bo to ona dva zaživela v miru, nam bo vsem dobro. Lepo si naredila. Prav prav. Ja, tako korajžno, tako se to dela. Prav fajn. Ja, lepo. Kaj pa stric Ati bo tudi? Aha. Lepo. Ja, veliki pak.
lahko bi tale, Ideje sam izvedel pa. se pravi, fajn bi bilo, če bi z barvo temno plavo šel okoli tega zemljskega maščobiča, tako malo, recimo tako, ne, ko na nog potegne, da bo to tema, to bo pa kot flash. Tole, s tako plavo moče, krasivo. Ali mi daš sam tole malo, sam klici pokaži, ne, bi mogoče potegnil. Vidite, ne, se pravi, tukaj je barva močna, ne, to pa je zmanjkati, ja, ne, in bo deloval kot flash, ne, vidite, ne, vse okoli. Aha, lepo barva, res je to barva. Gospa dala, tam le, tista tu, vidite. Aha, modro boš vzel? Ja, lepo. Tamle smo se parkrat znašli, ko je bilo preveč, smo kar iz papirjem pokrili. Ja, vse. Še tak lep Ta vzorček. čopič malo splahnite, da ne bo sil. Dajte, pogledajte. Pa tamle bomo dali še. Ja, ti pa zdaj naredi tla, ne, pa lahko tudi v zadje pobarvaš, veš, recimo svetlo-zeleno od zadaj, ker se tale tvoj motorist pele proti zelenju v gost, oziroma Ampak tudi stene barve. tudi s tem, ne, pa ne bo dosti lazurno, tako akvarelno, ne, tukaj bi jaz na tvojem mestu bi recimo takole naredil, ne, recimo, ne, takole, ne, takole je cesta, vidiš, ne, le, evo. Vidiš, Se v bistvu motoristi on se pele po tej cesti, ne, da boš pa ti tole pobarval pa takole malo sivo kot asfalt, pa tole sivo, tukaj boš pa lepo tako zelenkasto dal, takole rumenkasto kot travniki, ne, tule bojo pa travniki, ne, tam ne daleč, veš, ne, tukaj bojo pa že drevesa, boš naredil, ne, a veš, ne, a veš, in boš v naravi v bistvu, ne, a veš, ne, in zad pa lahko še hribe narediš, pa če se peleš, ne, proti hribom, a veš, ne, ta pis pa ne bo odmiral, veš, lepo, no, tako pobarvi zdaj do samo.